Ob vladnih organizacijah so na številnih področjih prisotne tudi nevladne. Zakonom o nevladnih organizacijah, ki je bil sprejet prejšnji teden, se urejajo nekatere poglavitne zadeve, ki so bile do zdaj nedorečene. Ena izmed njih je pridobivanje statusa NVO v javnem interesu. V Mariboru je okoli 3600 nevladnih organizacij registriranih. Poznamo različne oblike nevladnih organizacij, tiste, ki so ustanovljene predvsem zato, da zadovoljujejo interese svojih članov, in pa tiste, ki delujejo javno koristno. Zakon govori predvsem o nevladnih organizacijah, ki delujejo v javno korist, in to na številnih področjih. Nevladne organizacije so predvsem tiste organizacije, ki odgovarjajo, se odzivajo na potrebe v okolju, ki pomagajo ljudem v najrazličnejših življenjskih situacijah, delujejo na različnih področjih, bodisi socialno varstvo, kultura, izobraževanje in tako dalje. Se pravi, zelo širok spekter delovanja in pa svojim delovanjem dopolnjujejo javne inštitucije. Z novim zakonom se vzpostavlja proračunski sklad za nevladne organizacije, gre pa za posebno proračunsko postavko, na kateri se avtomatsko zbirajo sredstva, ki ostajajo od tako imenovanega 0,5% dohodninskih donacij. No, glede na običajno prakso preteklih let mi računamo, da bo na leto na voljo približno 3 milijone za razvoj nevladnih organizacij, ampak ta znesek zna varirati. Ob tem pa je pomembno vedeti, da že danes iz številnih drugih projektov, skladov in tako naprej za nevladne organizacije država tako na občinskem kot na državnem nivoju nameni preko 300 milijonov za razvoj. Ampak ta sklad je čisti razvojni. Zato je pomembno, da ga usmerimo na način, da bo čim bolj okrepil nevladni sektor z namenom, da bo nevladni sektor v okolju imel čim večji pozitivni učinek. Delež dohodninskih donacij se z leta v leto povečuje. Še vedno pa letno ostaja nerazporejenih 4 do 5 milijonov evrov, ki se lahko po novem obravnavajo kot naložba v nevladne organizacije. Tudi jaz tako gledam, kajti investicije v nevladni sektor po mojem razumevanju niso donacije, ampak so investicije, za katere pričakujemo pozitivni učinek v družbi. Se pravi, zmanjšanje socialnih stisk, zmanjšanje obremenitev javnih služb in tako naprej. In na ta način tudi želimo ta sredstva nameniti. Posebno pozornost se namenja statusu NVO v javnem interesu. Tega si je treba prislužiti, seboj pa prinaša številne bonitete. Status delovanja v javnem interesu je bil seveda že možen do sedaj, ampak je bil predvsem rezerviran za društva. Sedaj s tem zakonom ga lahko pridobijo tudi druge organizacijske oblike, ki spadajo pod nevladne organizacije, torej zavodi, zasebni zavodi in pa ustanove. Predstavniki nevladnih organizacij so na srečanju podali več primerov, v katerih se ne strinjajo z zakonom, delili pa so tudi številne primere, v katerih ne deluje. Uveljavitve decentralizacije, ki jo občutijo tako v Mariboru kot drugod, zakon ne rešuje prav neposredno.